Se je našla kakšna podvezica, korzet ali karkoli za domačo uporabo? Ja, kaj bi se našlo, kar nekaj tega bi se našlo. Zelo lepa modna revija, zelo dobro pripravljena, predvsem pa krasni izdelki. Koliko pa kaj vi kot ženske, vem, da radi zapravljate, posvečate pozornosti, ne vem, tovrstnim izdelkom? Jaz nisem nek modni obsedenec, pač sledim, kupujem tisto, kar potrebujem. Načeloma sploh ne hodim na modne revije, danes sem izjemoma, to mi je bilo všeč, ampak to je nekaj, kar me bolj spremlja, ne pa usmerja. Tudi meni se zdi, da že nekaj časa za zaščitni znak Listine modne revije veljajo manekenke, ki celo jejo 2-3 krat na teden, ne se vam zdi v redu, da se forsira normalen tip ženske? Sploh ta trend androgenosti, popolne brezspolnosti, presuhosti je zgrešen popolnoma in ni v redu in ni zdravo, da mladim dekletom dajemo tak zgled. Je že dobro kdaj kakšen zrezek pojesti pa imeti zdrave okrogle obline. Listina modna revija je v bistvu ena redkih modnih revij v Sloveniji, pa me zanima, je v Zagrebu ta modni utrip kaj izrazitejši? Mogoče bi veljalo izpostaviti 2 modni dogajanji, in sicer Croix Porte in fashion.hr. Je kar precej, ne vem, recimo modnih kreatorjev in razvilo se je v pravo smer, ki po mojem se lahko primerja tudi z revijami v Milanu. Menite, da bi si lahko tudi Ljubljana privoščila en modni teden? Je to izvedljivo? Prav gotovo. Ne vem, saj Slovenija je bila že na zelo dobri poti, se spomnite revij Modne Jane? Jaz mislim, da produkcija, ki je bila takrat narejena, da jo je težko preseči. Zdaj v teh kritičnih časih prisegaš na slovenske firme, na slovenske znamke? A veš, da res? Ja, in to že od nekdaj. Že ko sem bila v Salzburgu, ko sem študirala, sva z mojo cimro vzeli garsonjero, zato ker je imela noter štedilnik Gorenje. Priznam, res. Če smo ravno pri štedilniku, zdi se mi, da so zaščitni znak Liste manekenke, ki dejansko celo jejo, ki so malce bolj zdrave, normalne ženske. Kaj meniš o tem? Pogrešaš obešalnike na pistah, tako kot nekateri pa je? Bog ne daj. Mislim, meni se tudi one zdijo zelo lepe, zelo lepo grajene, sploh iris mule je najlepša daleč. Bog ne daj, da gre to naprej, da se še naprej uporabljajo obešalniki za modele, zato ker potem mi, normalne ženske, pač ne pridemo na svoj račun, zato ker to je moda, ki je ustvarjena za tako peščico, smo pa ženske, ki smo v poklicu, ki delamo, ki živimo in nekako nimamo časa, niti energije se stradati za to, da bi bile nekje po volji velikih modnih kreatorjev, zato se mi zdi prav, da se dela tudi za normalne ženske. Torej gremo jesti. Ja. Mi da so vedno blizu kanapečkov. Vam je bila katera izmed današnjih kreacij še posebej všeč? Wow, pravzaprav so mi bile vse všeč na svoj način. Vsaka pravzaprav za določeno priložnost. Seveda od modela je pa odvisno, kaj bi bilo zame. Tako da sem razmišljala, kater bi bil zame. Ene so kar drzne in Zelo, ja. No ja, se jaz to ne bi v javnosti nosila, tako. Samo doma. Pa za moža. Danica, si se navdušila nad katerim kosom? Tako kot vsako leto. Še posebej zadnji del kolekcije mi je bil najbolj všeč. So ti všeč dramatične oprave, tančice? Pa ne toliko dramatične, take bolj seksi, ženstvene kose. Ste našli kakšen kos zase na današnji reviji? Ogromno je bilo lepih stvari, lepega spodnjega perila, tako da v bistvu mi je bilo vse všečno. A bi vi imeli kakšno težavo se po pisti sprehoditi recimo v prosojnem spodnjem perilu, ki razkriva čisto vse? Težave ne bi imela, ampak ne bi se spustila na takšno modno revijo. Drugače pa sem že predtem delala ogromno revij tudi za spodnjo perilo, ampak niso razkrivali ničesar. Oblikovali ste ta, po mojem mnenju, najbolj dramatičen in drzen del kolekcije. Zanima vam oblikovanje za slovenski trg, predstavlja kakršnekoli omejitve, je slovenski trg bolj zadržan? Ja, seveda, predvsej modeli morajo biti komercialni, to je predvsem. In to je včasih zelo težko uskladiti, ker moramo dobiti material po primerni ceni, ne smemo se preveč, bi rekla, v kreacijah biti preveč drzni,
ker se je tudi, če je lepo, ampak potem ni prodajno, ne? Mora biti lepo in prodajno pravzaprav, no? In to je težko uskladiti včasih, ne?